Haleluja. Dobrodošli na novi pogovorni vdaji. V bistvu prejšnjo nedeljo smo začeli in zdaj nadaljujemo. Upam, da vam je bilo všeč in da ste lajkali, šerali, se naročili na naš kanal. To nam ful veliko pomeni, ker pol več ljudi lahko pride do teh vdaj. In danes si bomo malo pogledali, v bistvu bomo imeli podobno shemo, kot prejšnji teden. Verjeli bomo Bogu, da bo zdravil, deloval, odreševal. Šli bomo čez par dogodkov v svetu in potem si bomo pogledali še iz Svetega pisma par stvari, kako je Trubar v bistvu rekel, naj živimo v času kuge. In najbrž so imeli oni malo hujše, ampak vseeno, zna nam prav prijeti. Ampak dajmo začeti z dobrimi novicami. Imaš ti kakšne dobre novice za nas? Seveda. In ko smo v Božji milosti, Božji duh deluje okrog nas in nobena temna sila se nas ne dotakne. Da je Jezus vedno z nami, kamorkoli gremo in da smo s Jezusom vedno varni. Ja, Jezus je pot, življenje in resnica in je naša radost in je naša moč. Ne smemo se boti. Amen. Ne vem, če se kaj voste po Ljubljani, ampak mi smo opazili par novih Jezus ljubite posterjev, jumbo posterjev. In eden je tlele na Rudniku. Dosti ljudi nam komentira, ker se tudi po noč dobro vidi in se svet. Če greš mimo Bauhausa po avtocesti, ga boš videl. En je na vhodu v Koperje, še ne vem kaj. In dobil sem par obvestil, da se je ljudi dotaknil tale jumbo, oziroma naslednji, ta je v Rudniku in pa imamo še enega na Zaloški. Ja, ta je na Zaloški in od zadaj vidimo Fužine, odkoder prihaja tudi naš kameraman, Luka. In Luka, nekaj si imel eno dobro zgodbo, govorimo o dobrih novicah. Daj pridi naprej, pa povej malo, haleluja. Ta teden. Ja, pričevanje, dobro pričevanje, kakor praviš, da je gospod zdravnika, naš, Bravo. Tako mi je spregovoril en dan, ko sem imel tako eno težavo, eno bolezensko stanje, tako mrzle roke sem vedno imel, In tako, imel sem pa tako prepričanje, ko prije do zdravljenja, kao, se Bog zdravlja, ampak pač, ko bo njegov čas, pa bo on že ozdravil, pa tako, Pa mi je Bog enkrat sam spregovoril, jaz sem tvoj zdravnik, prav spregovoril mi je. In meni je to bilo razodetje, meni je to, jaz sem rekel, kaj je to, In potem sem se spomnil še besede iz, v Stari zavezi so, ne vem, kako je zdaj bilo ime, točno, kako so klicali Boga, za razne imena so mu dajali. Ja. Bog je moj zdravnik, Tudi to eno, Ja. Bog je moj zdravnik, Jahve, Rofa. Ja, in tako mi je to, Bog je moj zdravnik, In sem molil Gospoda, pa sem molil Gospoda, sem tako čutil, Gospod, da me lahko zdravaš to. In tako vse v redu, pač zmolil. In nič zdravljen sem bil pola, pač. Zdaj nimam več teh težav, Amen, hvala Bogu. Pač prej sem skozi težave, mrzle roke, cel telo me je, v celo telo me je zabalo, tako da zdaj sem v bistvu. Hvala Bogu, Luka, Kada je slabo ga, Čestitam, slava Bogu. Ok, ko smo že pri dobrih novicah, gledal sem lestvico UEFA in je Slovenija ful na zanimivem mestu in dajmo to sliko gor, dokler ne zgine, dokler se ne spremeni, dokler namo spet nekje izpadlo v 4. ligo s San Marinom. Evo, Slovenija, 6-0, gol razlika, 4 igre, 10 točk, evo nas na vrhu. To je dobro gledati, haleluja. In danes, po tej vdaji, imamo alfa tečaj ob 8, ob 9, pa lahko gledate že tole tekmo. Kosovo, Slovenija. Včasih se ljudje naveličajo spremljati politiko in prav, ne se ukvarjati s politiko, Klemen, ampak v bistvu politiki so izredno pomembni. Zaradi njih si zdaj v karanteni 2 tedna in dajmo si malo pogledati svetovno politiko, kdo je najmočnejša figura v svetovni politiki, vemo. Ampak najprej pogledamo Božja beseda prav, ko se množe pravični, se veseli ljudstvo. Ko pa gospoduje brezbožnik, ljudstvo vzdihuje.
Se pravi, ljudstvo jamra, propada in tako naprej. Se pravi, ful je važno, da ljudje, ki vladajo, da so pravični, haleluja. Kakorkoli se to sliši čuden in danes skoraj nedosegljivo razmišljamo, saj se vsi pokvarjeni. To ni prav, haleluja. Moramo moliti za pravične voditelje in molimo, da se vse zlo razkrije in da se lahko odstrani. In videli smo, da spet še ni bitka končana. Recimo, ko je Al Gore proti Bushu imel 500 glasov, je bilo samo razlike, da je Bush zmagal. In to so čakali čist do konca in vzel se 37 dni. Mi smo zdaj šele v nekem 10. ali 11. dnevu in stvari grejo naprej. In poleg štetja glasov, ne povem, da je na Vrhovnem sodišču v Ameriki vloženih okoli 237 dokazov, ki jih je sprejetih o nepravilnosti teh volitev, vključno s tole mašino. Millions of Americans will be voting on electronic voting machines. In 5 states, people will be casting their ballots exclusively on touch screens that leave no paper trail, as well as in individual counties in several other states. When you have an electronic voting machine with no paper ballot, then you're completely relying on the software in the voting machine to tell you who won. And software is easily replaced in a computer, so somebody can replace it with fraudulent software that lies about who won. Tako da enostavno s svojim čipom skeka, kar hoče človek. In pač meni je vseeno, kdorkoli zmaga, pač bo molil zanj. Nisem član nobene stranke, ampak moti me, če smo dominirani z elitam in da ljudje nimajo svojega glasu, da nekdo drug določa te stvari, kakor svobodna volja in odločitev ljudi. In to je narobe. In zato ne preveč hiter padati na eno ali pa drugo stran, ampak bod nepristranski in sam razmišljaj in študiraj stvari. In recimo eno stvar, ki vidimo, čim Ameriki ne gre dobro, če Ameriki ne gre dobro, se začne delati težava na svetu, ker moraš vedeti, da nekdo hoče vladati svetu in čim gre Ameriki malo slabše, se več stvari začne dogajati. Ena stvar je Kitajska, proba prijeti komunizem spet nazaj in videli smo, čim je prišel ta kaos v Ameriko, Biden se je takoj povezal spet s Kitajci. Kitajci so začeli osvajati Tajvan, otoke tam, skenslali so demokracijo v Hong Kongu. Poglejmo si poslance iz Hong Konga, najprej so skenslali 2 ali 3, ki odkrito niso hoteli podpirati komunizma in kitajske oblasti in v bistvu je konc demokracijo, kakor jo tam poznamo. In na koncu so vsi dali odpoved in lahko trikrat ugibate, zakaj. Kaj se dogaja potem na drugi strani? Druga nevarnost, ki preti svetu, kadar je Amerika šibka, je napad islama na krščanstvo. Tukaj imamo eno sliko etničnega čiščenja v Armeniji. Ne vem, če ste slišali za knjigo Najsrečnejši ljudje na svetu. Napisal je Demo Šakarjan. On je ustanovil Christian Businessman Association v Ameriki. Jaz sem imel priložnost, ko sem bil prvič v Ameriki, biti na enem njihovem sestanku. To je res fenomenalno. Združuje krščanske poslovneže, tako da ljudje usmerjajo denar v dobre stvari, zraven se pa spreobračajo, imajo preučevanje, kaj Bog dela in tako naprej. In on je pobegnil iz Armenije takrat, ko je islam vse kristjane pobil in podoben se je zdaj spet začel dogajati. Tako da vidimo, takoj se izpolnjujejo proroške besede iz Ezekiela 38, bitke narodov in je problem za kristjane, kadar ne vladajo te pravi ljudje. Tako da lahko molimo danes, haleluja, da se pravičnost manifestira, haleluja, v tem svetu, haleluja. In Oče, mi molimo, haleluja, da vse, kar ni prav, pride na dan v imenu Jezusa. Oče, molimo, da se krivica obelodani in da pravični začnejo vladati, haleluja. Oče, tako kot v svetu, Oče, molimo, da bo predsednik človek, ki si ga ljudje izbrali in da bo delal pravično, haleluja. In isto molimo za Slovenijo, Oče. Toliko enih razprti v tem narodu, toliko enih bitk in nasprotovanj in metanj, polen pod noge. Oče, jaz molim, da vsi skupaj stopijo v enotnosti in vsak prispeva to, v čemer je dober, da se reši kriza, haleluja, da se osvobodi narod, haleluja. Oče, molim, da karkoli korupcija v tem narodu, da pride na dan v imenu Jezusa, haleluja. Oče, karkoli
je napačno, oče, kjerkoli je napačen motiv za kjerkoli odločitev, jaz molim, da se to prekine v imenu Jevsa. Skličam svobodo v ta narod, v imenu Jevsa. In če se, recimo, politiki med sabo fajtajo, to je ful slabo za vse nas. In tukaj imamo eno sliko dojenčkov, ki se pretepa in to ni nič drugače. To je isto, kakor če, ne vem, Janša se pretepa iz, ne vem, komi v poziciji, ki nisem v politiki sploh, ampak v glavnem, čim pluvaš čez politike, moraš vedeti, da ne delaš dobro. Si kot dojenček, ki se tepaš in ne veš sploh, zakaj gre. Dajmo se pogledati, kaj je Božja beseda prav v tem. Bratje, nisem vam mogel govoriti kot duhovnim, ampak kot zgolj mesenim bitjem, kot nedoraslim v Kristusu. Mleka sem vam dal piti, ne jedi, saj še niste premogli. Pa tudi zdaj je ne zmorete. Pa niste še vedno meseni in zgolj ljudje, dokler sta med vami nevoščljivost in prepire. Mar ne ravnate zgolj po človeško, če kdo pravi, jaz sem Pavlov, drugi jaz sem Apolov. In to je ful problem, zato je politika problematična, če se na eno stran postaviš in več ne razmišljaš. A imaš prav ali nimaš prav. Ti moraš vedno ostati na Božji strani. Ne smeš se fajtati proti drugi strani. Vedno moraš razmišljati, kaj je prav, ne kaj je vse narobe. Razmišljaj, kako lahko prispevaš v rešitvi, da lahko skupaj pridemo ven iz te krize. Ker nič nam ne pomaga, če se ful fajtamo, če ne rešimo zadev. In to me spominja če si kdaj gledal, kako pes teče za avtobusom. Tako me te štrajki spominjajo. Recimo, ko gledaš vse štrajke v Ljubljani in v Sloveniji, je podoben kot pes, ki za avtobusom teče in pes se razmišlja, kva bo naredil. A je on razmišljal, kva bo naredil, ko bo ujel avto. Jaz še nisem videl psa, ki bi neki pol za avtom naredil. Če pes lovi avtobus, mislim, a ima kakšen plan? Jaz bi rad slišal, kakšen plan imajo ljudje, ki štrajkajo. A imajo kakšne ideje, mislim. A so naredili kakšen manifesto, kako Slovenijo rešiti, kako dvigati državo na nov nivo, ali se sam pač sprehajajo po ulicah, vozijo s kolesi in nosijo maske, ali pa nimajo maske, se pol fajtajo, ali so maske v redu, ali niso maske v redu, ali kva ne naredimo. Ker maska ali ne maska, mislim, mi imamo dosti večje probleme, ki jih moramo rešiti, haleluja. In to jih bomo rešili samo, če skupaj stopimo in naredimo nekaj dobrega za ta narod. In dajmo moliti za oblast, kjerkoli si danes, haleluja. Hvala ti je za to vlado, oče. Oče, mi molimo, haleluja, da kdorkoli ima rešitve, da je promoviran, oče, in da kdorkoli dela nered, da je degradiran, oče, v imenu Jevsa. Oče, molim, da 50 let od danes, oče, da imamo ljudje, ki bo rekel, ful bi lahko se boljše obnašali, lahko bi rešili stvari, lahko bi imeli rešitev, ampak smo bili preveč zavedeni. Oče, molim, da nismo zavedeni v tem narodu, haleluja. Naj nam pravični vladajo v imenu Jevsa, oče, dvigan pravične vladarje, dvigan pravične politike, dvigan pravične vplivneže v imenu Jevsa, dvigan pravične poslovneže, pravične učitelje, haleluja. Oče, pravične pastorje, haleluja. Oče, dvigan pravilne ljudi, ki krešajo mnenja, pravične novinarje, haleluja, in medijske kanale in televizije v imenu Jevsa, haleluja. Oče, naj nam vladajo pravično v Sloveniji, da bomo lahko blagoslovljeni v imenu Jevsa, haleluja. Hvala ti, Gospod, haleluja. Haleluja. Meni je žal za vse šolarje, ki spet 2 tedna morajo biti na online in najbrž jim ni prijetno. Podoben kakor meni, ki sem pastor cerkve, ki jo težko vidim. In ne vam povem, to ni simpel. Jaz sem samo ta teden so 3 ljudje umrli, ki jaz nisem mogel do njih prijeti. Ker ne vem, kaj je bilo, lahko da ne bi umrl, če bi jaz lahko prišel do njih. Ker mi dostikrat gremo in v bolnice in na intenzivne nege in molimo za ljudi in so ozdravljeni. Hvala Bogu, za nekaj ljudi sem molil, ki so bili ozdravljeni po telefonu. Nekaj sem jih uspel obiskati, ampak do veliko ljudi nisem mogel prijeti. In mi je ful hudo, še danes zjutraj sem dobil en SMS od ene sestre v Kristusu iz krščanskega centra, prav,
človeka sva molila za njega, ne bom menil kdo in kaj, je umrl. Molila sva po telefonu, jaz si pišem pozitivno, jo hrabrim, zdaj to je pa že tretja smrt v tem mesecu, za katero smo molili prav. In ne povem, korona ni najhujša stvar, ki se je zgodila na tem planetu in dajmo vsi vse od sebe, da čim več ljudem pomagamo, da čim več ljudi dosežemo in da čim prej skinemo te stvari iz svojih pleč in da lahko gremo v akcijo in tudi otroci, da so lahko v šoli, ker ne vemo, kaj se jim dogaja. In danes sem govoril z eno učenko in sem mi rekel, da mi poje saj eno pozitivno novico v teh par tednih korone in je ni mogla niti ene pozitivne stvari povedati. Je bila čist depresivna. Jaz ne vem, kako to vpliva na razvoj otroka, ampak vem, kaj je bil moj sin v 6. razredu, koliko se je njegov karakter spremenil, samo ko ga niso dobro sprejeli na enem področju, v enem trenutku njegovega življenja in sem se mogel ful z njim ukvarjati, da sem ga dvignil. Koliko je pa družin, ki nimajo te sposobnosti, ki so, ne vem, može pa žene med sabo skregani, ki se ne morejo videti in pol, ne vem, mož izgubi službo, nima denarja, žena je doma zaradi korone in pol vmes so otroci in vsi skupaj so v enem premajhnem stanovanju, ki ni placa za vse in pol se gledajo, nikamor ven ne smejo. To je katastrofa, Mi bi vam radi pomagali, na spremi.si imamo telefon, lahko pokličeš, kadar hočeš. Imamo osebo, ki bo molila za tebe. Greš pod kontakt, lahko stopaš v stik z osebo, ki bo molila s tabo. Poklič, če si otrok, poklič, kdo bo molil zate, če si starš, poklič. Bomo zrihtali kar lahko, da pridemo do tebe, da ti pomagamo. In zato smo tukaj na zemlji, da pomagamo ljudem. Haleluja. In to te nič ne bo koštalo, by the way. Mi vse, kar delamo, je brezplačno, lahko pa daš donacijo v naše društvo, kar nam bo izredno pomagali, da smo še bolj učinkoviti, ampak nič ne delamo za denar, vse je brezplačno. In kdorkoli ti pomaga, ti ne sme zaračunati za to, če je duhovna pomoč. Ok, gremo naprej. Dobili smo eno vprašanje od ministra preko novic, preko ministra Gantarja, če še kdo dvom v teh ukrepih v COVID-u. Tole sem zadnjič zasledil na novicah, ker RTV moram spremljati, da sploh vem, a bom kaznovan, če se obrnu levo ali desno. Kva zdaj lahko delam, kaj ne smem, a lahko jem rogljičke, zdaj to ne smem. Razumete, zato gledam večino. Prej nisem nikoli RTV-ja dosti gledal, tako da mi gledanost mi je ful narasla zdaj, ker v bistvu sploh ne vemo, kako se obnašati. Brez njih, ker ne moramo biti sploh svobodni, razumete, to je kriza res. In dobro, da nas je preko RTV vprašal, kaj si mislimo o COVID-u in jaz mislim, da najboljše, da pogledamo, kaj oni sami mislijo oziroma kakšne statistike nam je RTV sam serviral in si pogledamo tale posnetek iz petek 13. Ki vidite, prikazujeta povprečno število novih okužb v Franciji in na Švedskem na milijon prebivalcev. Švedska krivulja je, kot lahko vidite, se je začela vzpenjati približno mesec dni kasneje kot v Franciji in preostalih delih Unije. Septembrsko nižje število novih okužb pa, kot kaže, ni pomenilo, da so Švedi uspešnejši v boju z virusom. Zdaj so tudi tam globoko v drugem valu. Intenzivni negi 59 ljudi, danes 123. Skandinavska država, ki se je omejevanja širjenja virusa lotila na drugačen način kot preostali svet in je temeljila na priporočilih. Zdaj smo videli glihkar statistiko in zraven tak žalosten to naših novinarjev, ko gre Švedski slabo, ampak če gre njim slabo, glede na te grafe, gre nam 15-krat slabš kot njim. Ok, gremo naprej. Dajmo si še pogledati statistiko smrti petek 13. v Sloveniji. Država nima enotne baze podatkov o smrtih, zato ste s podatkovno preiskovalno skupino Ekstravizor zbrali podatke po bolnišnicah. Kakšna je povprečna starost smrtnih žrtev COVID-19?
Ja, v večini bolnišnic odgovore so nam poslali iz 13, je bila povprečna starost umrlih v drugem valu epidemije doslej več kot 80 let, v bolnišnici Celje 79, v bolnišnici Topolšica in na kliniki Golnik pa 75 let. Iz velike večine bolnišnic so nam odgovorili, da so imeli vsi umrli pridružene bolezni. So pa te zelo različne, od visokega krvnega tlaka, sladkorne bolezni, ekstremne debelosti, srčnega popuščanja. Nekaj umrlih je imelo pred okužbo z novim koronavirusom raka, katero od avtoimunskih bolezni cirozo jeter. Si pač, ne vem, je to vreden, ne vem, kaj vi mislite, lahko napišete, kakšno je vaše mnenje, je to, mislim. Zaradi tega je pač dobro, da toliko trpi cel narod in tako naprej. Mislim, jaz sem za ogromno ljudi molil, ki so umrli, ki so bili na smrtnih poslah, vodil sem jih, kako umreti in tako naprej. In ne povem, človek, ne vem, ima mamo staro 85 let in je ves paničen, kako zdaj mu mama umira. Da bo živela do 125, 130 let. Mislim, ljudje umirajo. Razumete, da v psalmu piše, da človeških let je 70, če ti gre ful dobro 80. Mi smo tukaj v statistiki videli, da povprečna starost je čez 80, se pravi, biblično starost so že izpolnili. Drugo je Mojzes, pa tak ljudje, ki so hodili v Božji slavi in živeli do 120 let. Ampak dostikrat moramo biti realni, ljudje pač umirajo. Ljudje umirajo in če gledaš graf 5 let, umrljivosti se nič dosti ne spreminja, dosti tle isto. Mislim, ne vem, kaj vi mislite, zdaj pač jaz sem noter skupaj z vami v tem Titaniku, ki smo zaprti vsi skupaj zaradi tega in ni važno, če ga ti žuraš na Titaniku, če gre Titanik dol, gremo vsi skupaj z njim dol. Zato rabimo vlado, ki zna ta Titanik voziti. Mi rabimo ljudi, ki so pravični. Na vseh sferah. Zato pač mol še naprej za pravičnost. Mol, da se razkrinka vsako zlo. Jaz sem ful ponosen na svojega sina, v bistvu hvaležen sem Bogu za njega, ker je študiral v Minneapolisu, kjer imajo ful velik procent okuženosti in se zanič govoril z njim. In je človek ful vesel, da ima zdaj sobo na univerzi samo zase, ker njegov cimer je šel domov s korono in ima zdaj on več placa. In je rekel, da večina njegovega hotelka je na koroni in sem rekel, kako si pa ti prav, jaz sem super. Sem rekel, kaj bojiš, ko ne? Je rekel, ne, jaz imam avtoriteto. In to je to, ker ti veš, kdo si. A je vas to vprašanje, ki nam ga je postavil minister, a zdaj še kdo dvom? Ne vem, a zdaj še vedno dvomaš, da so te ukrepe nujni, ker so ti te statistike pokazali. Jaz ti nam povedal, a dvomam ali ne, ampak lahko sam razmišljaš. Poglejmo si še časodišče v Düsseldorfu, v Nemčiji, ne v neki čudni državi, v Nemčiji dvom v teh ukrepih. Evo ga. Sodišče v Düsseldorfu obvezno uporabo mask na prostem označilo za nezakonito. Haleluja. Ok, ne vem, kaj vi mislite, napišite, haleluja. Kakšno so vaše mnenja v tem in me res zanima, a nas je minister prepričal zdaj ali ni, haleluja. Ampak medtem, ko pišete, dajmo iti v odmor z eno dobro glasbo, History Maker, kako bi človeka spreminjaš zgodovino. In potem se bomo vrnili v študij Biblije skupaj s Trubarjem.
It's such a privilege to bring God's word to you. Privilegij nam je k vam podeliti Božjo besedo. And we love the things that Trubar said. In radi imamo stvari, ki jih je Trubar rekel. What a history maker he was for Slovenia. Kakšen del zgodovine je on bil za Slovenijo. Hallelujah, God's still raising up history makers today. We're going to take a look at three things that he said about how to go through and... Tri stvari, kako iti čez epidemijo. Torej, angel gleda kvišku, ko pravi, zveličar vam je rojen. Kakor da bi hotel reči, doslej ste bili ujetniki hudiča, ta vas je mučil z vodo, ognjem, železom, mečem in kdo bi mogel vse nesreče prešteti. Tu ležite vi, ubogi ljudje, pod njegovo tiranijo. Dušo zapeljuje z lažjo, to je veliko bolj škodljivo, kakor katerakoli kuga mora biti kateremukoli telesu. Tako to ubogo, potrebno, šibko telo tudi nima miru pred njim. In ko je dušo in telo v celoti tako izmučil, vendar tiči v zadju še večna smrt. Vam torej, pravi angel, vam, ki z dušo in telesom pod tako škodljivim, hudim, strupenim duhom, ki je tega sveta, vladar in Bog ujeti, ležite, je zveličar rojen. Hallelujah. So there are some things that are worse than the coronavirus. Torej so nekatere stvari, ki so hujše od koronavirusa. The worst thing is spending eternity without God in hell. Torej najhujše je preživeti svojo večnost v peklu brez Boga. Another worst thing would be not hearing the name of Jesus and living in darkness. Še ena grozna stvar bi bila to, da ne slišite ime Jezusa in da živite v temi. Another worse thing than the COVID-19 virus would be losing your family.
Še ena bolj grozna stvar od COVID-19 virusa je, da bi izgubili svojo družino. My brother-in-law's sister's house burned down last week. Od mojega svaka, sestri, je hiša zgorela prejšnji teden. She was a nurse, she was working in the hospital. Bila je medicinska sestra, delala je v bolnišnici. And her husband woke up, the house was full of smoke. Njen mož se je zbudil in hiša je bila polna dima. And he was able to get their child out into safety. In uspel je rešiti otroka njihovega na varno. So losing your family would be worse than getting the COVID-19 virus. Torej, izgubiti svojo družino bi bilo huje kot dobiti koronavirus. Many people are at home with their families 24/7 and maybe they're struggling not to have any time to themselves. Mnogo ljudi je zdaj doma 24 ur vsak dan, na teden in nimajo časa nič. But God wants to come into our homes. He wants to be invited into our families. Ampak Bog hoče, da pride v družine, ne, da je povabljen v družine, ne, da obišče družine. We need extra patience, extra kindness and extra grace for one another. Rabimo dodatno potrpežljivost, dodatno dobroto in dodatno milost za eni druge. It's a great time to say, Lord, fill my home with love. Izvrsten je čas, da rečemo Gospodu, da ga zaprosimo, da izpolni našo hišo z ljubeznijo. The answer is that Jesus was born, he came and he lived and he became our savior. Torej, odgovor je, da je Jezus zveličar, da je prišel in da je postal naš, da je živ in da je postal naš zveličar. Druga točka, ki je Trubar postavljal, je, kaj se dogaja s tem trpljenjem, ali je to od Boga. In pravi, kuga se bliža z Dunaja, v Gradcu baje že umirajo. Bog pošilja na hudobni svet jezo in milost, a svet se zato ne zmeni. In James it says, count it all joy, brethren, when you endure suffering, knowing that the trying of your faith makes patience. V Jakobu pravi, zgolj veselja si želite, ko pridete v mnoge skušnjave, preizkušnje, ker vedoč, da bo po prestanku preizkušnje to prineslo samo še večjo vzdržljivost in potrpežljivost. And let patience have its perfect work. In naj ima stanovitnost popolno pot. That you will be mature and complete in Christ. Da boste postali dorasli in popolni v Kristusu. And so, though God doesn't bring sickness, trials come into our life. Čeprav Bog ne pošilja nam bolezni, preizkušnje pridejo v naše življenje. And God uses them for us to mature and become more Christ-like. In Bog to lahko uporabi, da mi postanemo bolj Kristusu podobni. He uses them to develop trust. To lahko uporabi, da izoblikujemo zaupanje, peace and patience. Mir in potrpežljivost. I love that verse. Call unto me and I will answer you. I'll show you great and mighty things that you don't know. Obožujem ta citat. Pokliči me in odgovoril ti bom in pokazal ti bom velike stvari, ki jih nisi poznal. Hallelujah. Let's look at the third point that Trubar made. Dajmo pogledati še tretjo točko, ki jo je povedal Trubar. Najzanesljivejši način, kako gremo čez kugo, je, da Boga poznamo. Zaradi tega je potreben nauk, da bi vedeli in verovali, da je res, kako se hudič včasih pusti videti zdaj tako, zdaj drugače, kakor tudi ljubi sveti angeli delo. Zakaj mi hodimo in stojimo vselej med angeli in hudiči? Hudiči pazijo in merijo na to, kako bi nas mogli umoriti, zapeljati in narediti škodo. Dobri angeli pa so pri nas, kadar smo pobožni in bogaboječi, da nas pred škodo varujejo in tudi obvarujejo.
Te stvari služijo, da se učimo Boga bati in da se mu vsak dan s prizadevnostjo posvečamo in tako zares kličemo Boga zaščit zoper hude duhove, da nam ti ne bi škodovali, da nam ne bi naložili kuge ali da nas bi sicer zastrupljali ali nam nalagali drugega jarma. Kdor hoče pred tem biti varen, je tu najboljše in najbolj zanesljivo, da živijo ljudje v Božjem strahu, prizadevno molijo, veliko in radi govorijo o Božji besedi. Tako je to pravi križ, s katerim bi se morali blagoslavljati ali križati in se tako varovati pred sovražnikom. Zakaj ta tu ne more obstati? Kjer je Božja beseda v srcu, se mora pobrati. So, even in the middle of a crisis, we can come to know the nature of God. Torej, tudi sredi krize lahko prijemo do spoznanja narave Boga. God is calling us into intimacy with him. Bog nas kliče v intimnost z njim. He's calling us to know his nature. Kliče nas, da spoznamo njegovo naravo. He is still healing the brokenhearted. On še vedno zdravi potrte v srcu. He's still restoring broken lives. On še zmeraj obnavlja poškodovana življenja. Hallelujah. He is still breaking addictions. On še vedno lomi vezi zasvojenosti. The sick bodies. Ozdravlja bolna telesa. Forgiving the weight of sin. Odpušča breme greha. And removing shame from our past. In odstranja sramoto iz naše preteklosti. That's his nature. To je njegova narava. God wants you to know him as your best friend. Bog želi, da ga poznate kot najboljšega prijatelja. Says, whoever comes to me, I'll never cast you out. Jezus pravi, kdor pride do mene, ga nikoli ne bom zavrgel. Because I have a plan for your life. Ker imam načrt za vaše življenje. And I died for you. In sem umrl za vas. How do we come to know this God of heaven? Kako pa prijemo do tega, da spoznamo tega Boga nebes? Reading his word. Tako, da beremo njegovo besedo. This is his love letter. To je njegovo ljubezensko pismo. When you open the Bible and you begin to say, Jesus, show me who you are. Ko odprete sveto pismo in pravite in rečete, Jezus, pokaži mi, kdo si. Holy Spirit, open my eyes to understand the word. Sveti Duh, odpri mi oči, da razumem besedo. God begins to reveal himself to you. Se vam Bog začne razodevati. If you've heard about the Bible but never read it, če ste slišali za sveto pismo, pa nikoli niste brali, I encourage you start with Matthew, Mark, Luke or John. Vas spodbujam, da začnete z Matejem, Markom, Luko ali Janezom. And every day before you read, pray, Jesus, show me yourself. In vsak dan preden berete, molite, Jezus, pokaži mi sebe. And it will be such an adventure. In to bo za vas taka pustolovščina. Another way you get to know God intimately is through prayer. In še način, da Boga spoznate intimno, je preko molitve. And prayer is conversation. In molitev je pogovor. When you have a conversation with your best friend, ko imate pogovor s svojim najboljšim prijateljem, sometimes you're talking and sometimes you're listening. Včasih vi govorite, včasih pa poslušate. Many times we come to God and we're having a one way. Mnogokrat pa mi pridemo k Bogu in molitev poteka enosmerno. Some people think if they pray the same thing over and over and over, maybe God will hear them. Nekateri ljudje mislijo, da če bodo ponavljali neke molitve vedno znova, da jih bo Bog uslišal. Help my grandchild, Jesus, please help my grandchild. Pomagaj mojemu vnuku, Jezus, prosim te. Some people are even trying to pay for their sins, lighting candles or crawling on their knees, trying to make God hear them. Nekateri ljudje se celo želijo odkupiti za svoje grehe tako, da prižigajo sveče ali se plazijo po kolenih pred Jezusom, da bi jih uslišal. And he says, I want you to know me as a child and I want you to trust me and believe me. On pa pravi, jaz hočem, da me ti spoznaš kot mojega otroka in da mi veruješ in da veruješ vame in da mi zaupaš. I want you to know that I'm good. Hočem, da veš, da sem dober.
And whatever you ask in my name, I promise that I will do it for you. In karkoli me boš prosil v mojem imenu, ti obljubljam, da bom storil za tebe. I want you to know that I'm faithful. Hočem, da veš, da sem zvest. I'll never forget you. Nikoli te ne pozabim. I want you to know that I'm loving. Hočem, da veš, da sem ljubeč. That I'm forgiving. Da odpuščam. The Bible says, though your sin are as scarlet, he will make them as white as snow. Svetopismo pravi, čeprav so vaši grehi kot rdeči kot škrlat, jih bom naredil bele kot sneg. Jesus wants to wash your heart. Jezus pravi, da želi očistiti vaše srce. To give you a new nature like his nature. Da vam da novo naravo, kot je njegova narava. I want us to look at one more verse. Rada bi pogledala še v en vers. And it's found in 2 Corinthians 6:2. In najde se v 2. Korinčanom 6:2. And it talks about now is a time of God's favor. In pravi, da je zdaj čas za Božjo naklonjenost. God is calling you. Bog vas kliče. He says, seek the Lord while he may be found. Pravi, iščite Gospoda, dokler se da najti. Draw near to him with all of your heart. Približajte se njemu s celim svojim srcem. Seek first the kingdom, and all of these things will be added unto you. Iščite prvo kraljestvo in vse, Božje kraljestvo in vse ostalo vam bo pridodano. So whatever you're needing, maybe you're needing a financial miracle. Torej, karkoli rabite, mogoče rabite finančni čudež. Maybe you're needing healing someone in your family. Mogoče rabite ozdravljenje in za koga v družini. Maybe you're needing a closer walk with the Lord. Mogoče rabite, da bi bliže hodili z Gospodom, da bi bliže živeli z njim v življenju. Jesus is right with you in your room. Jezus je prav zdaj blizu vas v vaši sobi. And he's ready to meet you right now. In je pripravljen, da se zdaj sreča z vami. Let's invite the Holy Spirit. Dajmo povabiti Svetega Duha. And ask him to do what we need done today. In ga prositi, da naredi kar mi rabimo narejeno danes. Holy Spirit. O Sveti Duh. We welcome you. Dobrodošel si. Thank you for your power. Hvala ti za tvojo moč. Your love, your kindness. Tvojo ljubezen, tvojo dobroto. Fill my home with the presence of Jesus. Izpolni moj dom s prisotnostjo Jezusa. Thank you, Holy Spirit, that you're working in my life. Hvala, Sveti Duh, da delaš v mojem življenju. Speak to me today about what is precious to you. Govori mi danes, kaj je pomembno tebi. Speak to me today about what you want to do in my life. Govori mi danes, kaj ti želiš storiti v mojem življenju. I'm listening. Poslušam. Lord Jesus. Gospod Jezus. I want to know your nature. Želim poznati tvojo naravo. I want to know how good you are. Želim spoznati, kako si dober. That you are faithful to me. Da si zvest meni. I want to know how loving you are. Hočem vedeti, kako ljubeč si. And I want to walk with you as your child and the best friend of my life. In želim hoditi s teboj kot tvoj otrok in kot tvoj najboljši prijatelj v življenju svojemu. I give you my life. Dajem ti svoje življenje. Thank you for dying for me on the cross. Hvala, da si umrl za me na križu. Thank you that you paid the complete price. Hvala, da si plačal popolno ceno. For all of my sins. Za vse moje grehe. Past, present and future. Za pretekle, sedanje in prihodne.
And that as I walk with you, in da s tem, ko hodim s teboj, I'm able to have eternal life. imam večno življenje. Thank you for your Holy Spirit Hvala za Svetega Duha, that is leading me ki me vodi from faith to faith, from glory to glory. iz vere v vero, iz slave v slavo. Haleluja. Bomo z vami ta teden v petek spet v živo predvajali online srečanje s slavljenjem pridigo za tisti teden. In drugi teden na Pogonu oddaje spet bomo videli, kaj nam bo Bog dal na srce, bomo pripravili za vas in všečkite, lajkite, prijavite se na ta kanal, da čim več ljudi dosežemo z dobro novico in kjerkoli si ta večer, haleluja, pojdi naprej, zjel sem, ti nisi v karanteni, ti si zjel sem nova stvaritev in bod bolj aktiven, kot kadarkoli prej. Za nalaž bod še bolj poslušan Bogu, kot kadarkoli prej. Karkoli ti govori, naredi, haleluja, pojdi v akcijo, zjel sem, klič koga, mol za koga. Če ti govoriš kaj več, naredi kaj več, haleluja. Ampak haleluja, Bog je stav. Amen.